Si kdo že popeva, mimo glede zmagovalno avstrijsko skladbo? Tu smo. Jaz imam ta razpon zdaj v nižine, zato ker je pač taki vikend. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi, niti ne več tako rahlo nevrotičnega večerovega podcasta Slačilnica. In o moj bog, jaz nisem spal nič. Se vi po mojem tudi ne. Eurovizijska noč finalna je za nami. Čas je za glavno inventuro. Še preden se lotimo glodanja Eurovizije do kosti, sledite Slačilnici na vseh večerovih platformah, na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube, na večer.com. O moj bog, povsod smo. In v letu mojega eurovizijskega štrajka se je moja velika domača hišna zabava v moji lepi roza dnevni sobi počasi pripeljala do konca. In čas je za glavni zajtrk tega tedna. Mateja Adamovič Navršnik, dobrodošla v Slačilnici. Dobro jutro, dober dan. In tretji akter te velike eurovizijske porote, moj dragi sodelavec Miha Dajčman, ni imamo priimkov z Dajčman. Razumem. Ne še. Sta živa. Da. Ja, kaj ne vidiš? Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Delujeta izjemno svež. Spali smo namreč po mojem vsi skupaj 3 ure. Kdo je spal? Nisi spala nič? Direktno? O moj bog, Miha si direktni? Ne. Mislim, jaz bom kar priznal, da sem že včeraj zacumil zraven. Ampak komentiram pa lahko, ne, vsi lahko komentirajo, tako da. Tudi speči ljudi. Definitivno. Mimo glede, Mateja, presežek tega tedna je to, da imamo zdaj zaradi tebe, prinesli si nam namreč zajtrk, ker Eurovizija se je končala tako 2-3 ure nazaj, mi smo lačni. In zdaj imamo v bistvu penino in, zdaj ne bom tega povedal, ampak Otroški zajtrk. Otroški zajtrk, otroško čokoladno lešnikovo kašico. Meni se zdi to tako dobra kombinacija za začetek dneva. Res je. Vitamini, ne? Potem bomo pa pač malo še poplaknili. Ja, z brezalkoholno penino. Z brezalkoholno penino, Otroški seveda. zajtrk imamo. In mene ful zanima, kdo bo prvi šel na WC. Mogoče bomo mes malo Malo prekinili. prekinemo. Zdaj pa moram jaz malo zaposliti, da jaz lahko jem to kašico. Absolutno. Skratka, imamo eurovizijskega zmagovalca in stavnice so sicer malce zgrešile, ni zmagala Švedska, zmagala je Avstrija, JJ's Wasted Love. Kaj je bil moj favorit, moram priznati? Bravo. Kaj pa vajen? Moram reči, da v začetku mi je bilo kar fajn, bolj pa pri tistem majanju ladje sem bila kar malo sem skup zlezla, mal je bil noter. Mi je všeč, no, da na Dunaju nimamo daleč, ne? Res je, moj favorit pa je bil zadnji. Kaj? San Marino. Tudi ta Italija. Mene srce me boli, da se je to zgodilo. Namreč mi smo v prvi oddaji smo oddali stavnice in Miha je kot glavnega svojega favorita izpostavil prav San Marino. Gabri Ponte, tudi ta Italija in zdaj je zadnji. No, zelo slična sva, moj favorit je bila Italija. Ja. Skoraj San Marino. Skoraj, ne? Tudi ta Italija, saj si rekel. Ja, ampak še to poudarimo, ne? Slovenija je večino glasov namenila Italiji. A ni to eno, sicer do glasovanja še pridemo, ampak a ni to eno lepo sporočilo, da v bistvu sta, po mojem se je to zgodilo sploh prvič, slovenska žirija in slovenski gledalci so oboji 12 točk namenili Italiji. Aha, okej. Tako precizno, nisem gledala. Vmes sem vseeno malo se sprostila možgane, ampak ja, the best. Sej pa to so eni naši zelo fajn sosedje. Jaz grem vsako leto tja na dopust. Tudi jaz vedno pogosteje. Miha, koliko si bil ti pravzaprav za tega? Lučo Kors je en tak rahlo polarizirajoč lik Eurovizije. Enim se zdi, da je vse skupaj čudovito, enim je všeč pesem, on pa ne. Ta bled obrazek je dobil kar nekaj negativnih komentarjev, od tega, da spominja na truplo, do tega, da deluje preprosto, preveč suhljato. Ja, mislim, da mu ena Mateja manjkala, ne? Če bi Mateja šla, pa bi ga malo namalala, ne? Bi bil malo bolj živahni. Meni je zato všeč, ker če smo iskreni, a ni tak lik iz našega gozda strahov. V bistvu, ja, tako moja Luna, ki jo delamo za po celem svetu, on je pač v bistvu njen brat. Meni je bilo to všečno. Jaz pa ne bom komentiral več dalje Italije, ker mislim, da se ravno takrat
malo zakinkal. Zmanjkalo. Mi je povedala, ti italijanski komadi so tako, wow. Ja. Prijetno obraz za dobro jutro. Ej, to me zdaj zbudi. Ja, samo ni bil taka mešanca, mislim, ta Italija je bila taka mešanica Rolling Stonesov in Beatlesov, ni tako mene tako nekako spominjalo na ta 70s njihov. Marsikaj je bilo v tem komadu, ne? To je komad, ki je bil drugovrščen na Sanremo, torej Italijani pravzaprav kar dobro vedo, kar dela, ker jaz sem opet znal, da mu nisem nekih resnejših možnosti pripisoval letos, ampak glej ga zlomka, bil je v bistvu kar visoko na koncu. Pravzaprav je bil, če se zdaj čakaj malo, zelo peti. No, tu, ja. Ja. In če se še malo vrnem k zmagovalcu, dobili smo skladbo, ki je zelo, si kdo že popeva, mimo glede zmagovalno avstrijsko skladbo. Tu smo. Jaz imam ta razpon zdaj v nižine, zato ker je pač taki vikend za nami, brez spanja in z dosti petja, v bistvu. Ne, gor tako visoko pa ne gre, tako da mislim, da si te pesmi ne mogo več pet. Mislim, ne bom si jo mogo pet. Boš pa si želel jo pet, recimo to edino, ne? Ja, pa upam, da doben ne v bližini takrat. Avstrija je naredila en zelo poseben nastop, da če ste ga malo bolj podrobno gledala, ne, on pluje po enem takem čustvenem viharju in meni je bil totalno všeč ta en detajl, ta njegova ladica, na kateri je bila narejena iz starih kovčkov, knjig, nekih starih spominov. Jaz sem še zdaj malo naježen, vam je bil ta nastop všeč, pa ti svetilniki na koncu, ki se dvignejo iz morja. Ne, super mi je bilo, ravno to je bilo tako avtentično narejeno, da mi je malo bilo slabo vmes, ker se on tako majal, da sem jaz čutila to njegovo emocijo. Ne, super nastop, pač performance je bil dober. Mislim, da tudi s tem prepričal, pa strokovne žirije valjda imajo rade te neverjetne razpone. Tako da sem kar vesel, da na koncu je bila Avstrija na vrhu, glede na to, kako so se potem glasovi zvrstili za Avstrijci. Absolutno. A gremo drugo leto z vlakom na Dunaj? Če bo Dunaj? Seveda. Mislim, če bo Graz toliko boljše, to nam je še bližje. Ja, lahko nakupujemo poceni pohištvo. Ja. Mislim, kjerkoli pač, ne, Salzburg. Če bi bil Graz, bi verjetno Maribor tu imel kao tega, ne? Ja, bi lahko seveda. Potem še tu kakve partije delali eurovizijske. Takoj samo v štulje. Lahko bi delali, če bi imeli morda malo boljšo prometno povezavo, verjetno med Grazcem in Mariborom. Ne? Ker recimo Basel je imel to zdaj zelo pošlihtano. Eni so šli v Francijo, eni so šli v Nemčijo in je to kar bojda laufalo. Tu pa, ko vlako pelje v Graz na dan. Čas je, da se župani povežejo, to je vse, kar bomo rekli. A bo Eurovizija rešila slovensko infrastrukturo prometno? Ne verjamem. Bi pa bilo zabavno, če bi bilo recimo v Innsbrucku, da bi bil še taki neki... Smučarska Eurovizija. Ja. Torej, Apreski party bo naslednjo leto. Ker verjamem, da nekaj smučanja vseeno je na Euroviziji. Potrjujem, da pa smo ga tudi kaj videli že na Euroviziji. Tu pa tam malce zasneži na kaki zabavi, mislim, da ne vem, ampak maj je tak mesec, ko še rado kaj zapade, po mojem. Seveda. Nastop, ki je najbolj razdelil pravzaprav celotno Eurovizijo letos in skoraj zmagal Izrael. Komentirate, kakor želite? Jaz sem, ta del sem še bil buden, pa televoting, valjda, ker to rad vedno gledam. Jaz moram priznati, da sem bil kar presenečen nad komadom. Všeč mi je bil, valjda pa, ko sem videl, kako so leteli glasovi, to mi pa ni bilo všeč, ne. Mislim, malo ogabno, hkrati, ker pol zjutraj, recimo jaz sem danes dežuren in pol odpreš Twitter in vidiš te posnetke iz Palestine, ne, in pol te malo zaboli hkrati, ne, ker pač... Ja. Ampak ja, zgodba v celoti je bila dobro premišljena in dobro nastavljena in če kaj, potem znajo Izraelci izpeljati te projekte tudi. Jaz mislim, zdaj ta gospa, ki je to pela, nič ni kriva, ne? Res je. Ampak mene je pač bolelo celo telo isto zaradi tega, ko vidim, kakva je situacija in nimam rada, da se politika sploh plete to noter, ampak so nam jo pletli, ker so dali Rusijo stran, ne? In potem dajmo
ali pa ja, za vse, ne pa malo za ene, malo za druge. In pesem ni bila slaba, ampak vseeno me je bolelo celo telo in nisem bila srečna z rezultati. Eden od evrovizijskih šefov je v dneh pred izborom rekel, da ko so ga vprašali, zakaj Izrael vendarle sodeluje, je rekel, da je naloga Eurovizije, da pokaže ljudem svet, kakršen bi lahko bil. Ampak v tem svetu zdaj očitno Rusije ni. Ja, ne, to mi ni, mislim, da ne bo pomoten, tudi ne želim si, pravkar na Euroviziji, ampak ne. Če se že pogovarjamo, ne, točno to, mislim, meni, jaz pa politika smo tako tu, ne, bolj slabo, ampak če imamo pravila, ne, isto je bilo pri besedilih, ne, eno besedilo so malo benali, ne, ta, ko je bila malteški Kant, Lil Kim, in pa tam, ne, tista druga jih kome, tako da, ne, dajmo vsi vse, ali pa ne. Kaj se je pravzaprav sploh zgodilo? Če Izrael v povprečju ni država, ki bi imela strašno visoke eurovizijske rezultate, imajo svojih 5 zmag, ampak te so bile res take špice v njihovi eurovizijski zgodbi skozi desetletja. Odkar obstaja ta konflikt v Gazi in napad Hamasa na Izraelce, Izrael blesti na Euroviziji. Lani so bili med favoriti, letos malo je manjkalo, pa bi zmagali. Ne? Ja. In jaz sem pravzaprav razmišljal o tem, ko imate zdaj, kaj je to? Ali so gledalci je gledalcem res uspelo ločiti dnevno politično vojno dogajanje od Eurovizije? Je pesem res tako dobra? Je ta komad res zelo dobro plasirana propaganda, pravzaprav? Ne? Poslali so žrtev Hamasa, za šrapneli v nogi, žrtev, ki je se skrivala med trupli, da je preživela. Pesem o tem, da bo lep dan prišel, ampak lep dan pravzaprav vendarle še ni prišel, vsaj če si Palestinec. Ne? Jaz mislim, da tukaj ni toliko kdo je politično opredeljen, ampak enostavno Izraelcev ali pa rečemo Židov je dosti po svetu in glasujejo zase. Tudi to šteje, ne? Tudi to moramo vedeti. Tako da Slovenci nas reši, da se ven selimo. Ne? Bomo glasovali za sebe. Po mojem je to. Verjamete v moč diaspore, v izseljencev na Euroviziji? Absolutno. Vse tudi videlo se je pri rezultatih polfinal. Ukrajina je en polfinale, mislim, da naš polfinale celo zmagala. Ne? Ja, to je pa zadnja stvar, ki sem jo pričakoval, da bo Ukrajina v prvem polfinalu zbrala. Meni je namreč ukrajinska pesem in moram priznati, ena bila nekaj najbolj tečnega letos na Euroviziji. Res je. Vama tudi? Ja. Čakaj, zdaj ga iščem, tega žgoljavega, pojočega dečka. Najbrž je to tudi še ena posledica še ene vojne. Tako. Ja, zato je to, zakaj mešamo to vsem? Ja, z tega vidika, kako so se glasovi razporedili, ne, sem jaz res vesel, da na koncu Avstrija zmagala. Ne, zato, ker vsaj majhen odboj od tega, kar bi se lahko na koncu kot neko sporočilo Eurovizije zaslišalo. Ne, ker na koncu tako vemo, da spomnimo se samo zmagovalce, pa mogoče nekoga, ki malo izstopa, recimo Estonec, ne, tega si bo eurovizijska javnost zapomnila, ne, kot so si recimo Baby Lasagno pa Karja z Finske. Nekdo izstopa, če ni zmagovalec. Ne. Mimo glede, ta espresso macchiato estonski je na koncu bil na 3. mestu. Jaz mislim, da bo moče še malo više, ker je bil res cool. Ampak je bil ful blizu drugega. Mislim samo 1 točko za Izraelom. Tako da... Je mogoče kdo od vaju poskušal posnemati njegovo koreografijo? Ne še. Jaz sem v osnovni šoli bil najslabši v predklonu. Ne. Kar pomeni, da sem zelo negibčen človek. Ne. Tako da... Mislim, da vaditi je treba. Ne moreš tega zvaditi. Ampak hudo mi je, da ta ženska, ki vleti potem na oder, mu skoči v objem, je isto dobro plesala kot on. Ne, tako da vsaka čast. Jaz sem si koleno skoraj ven vrgel, a veš, sem probal sem pred špeglom ta. Ne, vse probati. Ne. Koliko boli, ko se menimo. Zdaj nisem bil na eni nordijski jogi, pa se rekel, da moraš malo kolena razgibati vsake toliko, ampak po mojem jih nisem v pravo smer, pa sem si pogačice, skoraj mene. Čuvaj se. Ima glede pri ven metanju in izpadanju. Znani so torej rezultati prvega in drugega polfinalnega večera. In Klemens Lakonja, stavnice so napovedovali mu 11. mesto, na koncu je bil Grenko 13.
Torej nas je nekje do finala ločilo eno malo svetlobno leto. Nisem še vaju vprašal, kako se vam je zdel nastop in ali smo kaj naredili narobe. Pa jaz mislim, da nič ni bilo narobe. Zdaj, če smo to pesem izbrali, poslali na Eurovizijo, jaz mislim, da je Klemen potem naredil tako, kot si je on zamislil, že želel skupaj seveda z režiserjem njegovega nastopa. In glede na te izjave, ki jih je tudi podal za RTV Slovenija v tej reportaži, ki je bila predvajana pred finalom, se je videlo, da pač je on res naredil vse, kar je lahko. Tako da, zdaj, kaj pa gre narobe, je pač pesem ni začutila, recimo Evropa in svet, pač tega niso začutili. In zdaj, če nimaš diaspore, take po svetu, da bi glasovala za tebe in hkrati ne nagovori množic neki komad, ni dovolj izstopajoč po nekih drugih elementih. Ja, pa tudi kot nacija smo pač premajhni smo, ne? Estonija, ki jih je pravzaprav še manj kot Slovencev, ne? Mislim, da je koliko je Estoncev, 1,5 milijona. Samo si zapomniš komad, ne? Ja. Viš, da je hec. Ja, kje nam tukaj zmanjka? Mateja, ti si bila zdaj zelo resno soudeležena pri eni slovenski mednarodni uspešnici, ne? Gost Strahov je haral in na ameriških talentih, bili ste na nemških talentih. Torej, mi nekaj znamo narediti, ne? Znamo pustiti vtise, znamo ljudi, dobro, vi ste jih prestrašili, ne? Da bi jih pa mi vsaj prestrašili. Kje nam zmanjka? Na Euroviziji, mislim. Ne vem, jaz sem vedno pač mnenja, da ker smo premajhni, premalo interesantni, politično tudi nezanimivi, kar mi je v vsakem dnevu zelo všeč, ker ostanimo tu malo inkognito. Ampak mislim, da v tem, ker Klemen je naredil korektno svoje poslanstvo, pustimo to, da ga večina nas Slovencev jemlje kot en humoristični lik, ne. Jaz vedno, ko ga vidim, jaz bi se mu kar smejala, pač, ne. On je za me tu resno, pa smo tako, ne, ni smešna zgodba, ampak meni je šlo malo na smeh. Tak da, Mojca še je med nami. Ja, Mojca, to zdaj, damo se nasmejati. Teda tujina tega ne ve, sigurno ni bilo to krivo, nastop je bil korekten, moj mož se je včeraj celi večer drl z kuhne. Slovenija bi si zaslužila, da bi premagala pol totih tu, tak pač je, no. Tak pač je. A vama je šel Klemen v tej novi verziji, ki jo zdaj spoznavamo, malo na živce? Ker jaz moram priznati za vso ljubeznijo, ki jo čutim do njega kot res izjemnega umetnika. Meni je ta Klemen, ki je bil vse čas malo na robu joka, mi je bil rahlo, ne bom rekel antipatičen, ampak kaj je to zdaj bilo? Jaz mu ne kupim tega, jaz mu enostavno tega ne kupim. Jaz sem tak, ampak ne. Samo zanimivo, da tega ne kupimo, čeprav je verjetno najbolj iskren. Ja. Do zdaj, ker on je blestel v imitacijah, ne. Ja. Ker se je pretvarjal, da je nekdo drug, ne. Ja, res. Jaz ne vem, ali je to tudi, ker če si malo pozoren, on ima rahlo vedno nasmešek. On tudi, ko govori resne zgodbe, on se rahlo smeji zraven. Ne vem, pač on je taki lik, no, jaz imam tudi isto pri Zrnecu imam problem, on lahko ne vem kaj. On po mojem, če ima govor na pogrebu, jaz bom umrla od smeha. Ne, pa bo kar mene zraven dali. Tako da isto je tukaj, no, jaz mu ne kupim to super, da se loto te zgodbe, ko sem ja, da mu sudim, bi temu rekla, ampak jaz mislim, da bo to en manjši bazen publike, no, na tej novi poti. Ja. Mene je recimo presenetil Klemen Slakonja, ni slovenski estradnik, ki bi živel ekstremno, zelo odprtimi okni v svojo zasebnost, ne? Zelo malo smo vedeli o njunem življenju, poznali smo zgodbo, ne? Zdaj pa kar naenkrat je vse Zdaj, ali je to res on, ali pa zgolj igra Klemna, ki je malo bolj človeški, ali ne vem, kaj da rečem, ne? Vse me ne moti toliko, da recimo, da bi igral, ne? Samo ne kupim. Ja. Ne kupim te zgodbe. Tu sva nekje, če ravno mislim, da je pred njim še veliko dobrih glasbenih projektov. Mimo grede album napoveduje nov, tako da mislim, da nas bo Klemen še prepričeval, no? Bolj kot pevec, trenutno kot imitator, bolj kot pevec kot imitator. Mimo grede, a je kak nastop od sinoči, ki vam je šel zelo na živce? Jaz enega imam. Dobro, to tako me, ne. Ta ženska, to Erike še pride. Ja, ne, no, pač tega bi izpostavil, to mi ni jasno. Ampak dobro. Čakaj, kdo so bili oni, ko so bili tako sivo oblečeni, en
4., 5. band, tako so se resno držali, oni so mi šli na Litva. živce. Ja, Litva, hvala. Zakaj se moraš tako resno držati? A oni, ko je imel Backstreet Boy frizuro. wannabe Backstreet Komat je bil Boy. pa skoraj let severa, ne? Tak malo v Ja. smeri Bigfoot mame. Ampak on je bil tak, limon. Malo podhlajeno so delovali. Ja, se tudi skočir je dosti krat podhlajen. Z notranjim pirom. Dobro, da še sloka obtoka tam, ne? Gre. Ja. No, recimo, meni je od vseh komadov včeraj, pa Ukrajino sem že raztrgal, ki mi res ni bila všeč. Komad, ki mi je največ živcev požaral, je Latvija. Meni je ta etno bil tako tečen. 3 minute so trajale, 20 minut. Res je. To je tako, da bi v bistvu tako malo med Karmina Slovenika pa Katice. Mene je to spominjalo v bistvu bolj na en dokumentarec. Jaz bi tak rahli film naredila o tem. Jaz sem cel čas gledala, bolj kaj se dogaja, kot kaj oni pojejo. Tako da imaš prav, ja, vleklo se pa je ful. Ti je bil super ta latvijski etno. Tu se zdaj verjetno ravno tako zadeva bila kriva, da nisem vsega videl. Ne. Prespal si jih, ne? Vsaka ti čas. Najboljše mnenje ever. To je to, ne? Ker se je vleklo. Ja. Pohvalno pa je, da smo letos na Euroviziji slišali, mislim, da 22 različnih jezikov, tako da jeziki so se napolno vrnili na Eurovizijo, kar je po mojem najboljša stvar na svetu, ki se je lahko zgodila po teh res diktaturi angleščine. Ja, hvala Bogu. Kaj smo se slišali, mislim, da celo prvič komad, ki je bil celoti v litvanščini. Ta pesem je bila v latovščini, Švedi so v finščini peli, kar je bilo zanimivo. Apropo Švedi. Sviden. Zgodilo se je to, kar smo slutili, da se bo pravzaprav zgodilo. Hype oziroma zelo napihnjeno zanimanje okoli Švedske v dneh pred izborom je malce razvodenelo. Mislim, da je bila Švedska kakšno uro pred koncem finala in da je imela na stavnicah 50% možnost za zmago. Res, ok. Ja, potem so pa začele prihajati točke in niso zmagali in mislim, da so bili na koncu 4. Kaj je Švedsko? Katastrofa. Švedi so 4, wow, to je noro. Bo misliš, da bodo začeli razmišljati o tem, da prenehajo sodelovati na Euroviziji? Dan žalovanja pa nekdo bo odletel, ne? Oni 3 savne bojo padli. Mislim, da ne bo imeli več vstopa v domovino, oziroma odkudar pa že prihajajo, če pojejo v finščini. Ja, sej zasluženo niso zmagali, no, to bom jaz rekel. Pač komad gre v uho. Ida baš. Tale skladba iz Švedske gre v uho. Ne, ampak niso si pa zaslužili zmage. No, in prav je tako, da... Nisi za savno, Mateja? Mislim, absolutno sem, ampak bolj za eno osebo. Si bila ovita v brisačo med tem nastopom mogoče? Tudi res je. Na eni točki res. Tako da, mislim... Pa sej zadnjih par let že neki favoriti, mislim, večinoma favoriti so zmagali, niso, ne? Tako da zato gre za en koktejl, ne vem česa tukaj. V redu komad, ampak tudi meni ni bil najbolj za zmago, no, moram reči. Meni so bili veslači bolj všeč. Veslači? Ja. V tem nastopu? Ne. Čakaj, kje so bili veslači? Island. A ti veslači? Res, so ti bili všeč? Ti ne veš, da moj mož veslač, ne? Ne, nisem. Ja. Torej, Ne, pa pesem je bila tako. Jaz sem vseeno na partije hodila včasih, veš. Si veslala? Ja, jaz sem skakala po kavču, pes je zatraumiran. Nisi veslala po snegu, ne? Ne maram snega, imam rada sonce. No, ena, ki ni veslala po snegu ali po čemerkoli, je pa jezdila zelo velik nabrekav mikrofon, z katerega je potem so tudi špricnile ti iskre ven. In to je naša Erika Vikman. Najboljši komentar mi je bil od Mojce Mavec, ko je v bistvu napovedovala ta komad in tako ona v istem tonu reče in upam, da nikoli več ne bom izgovorila takšnih stavkov. Ja, ker on je vseeno korektna, ne, sicer. Dajmo še povedati, zadnjič je Nika Čukur tukaj razlagala o tem, da ženska ni primerno oblečena, ne? Mislim, da je tudi o Malti govorila, ampak mislim, da je tudi Eriko imela v mislih. Ja. Kako si tebi zdi to? Kako se meni zdi to? Ja, Jaz sem se spomnila, da moram se pri ginekologu naročiti, recimo, ne? Tako da...
Tak, Ja, pa dobro, to bo tak, neko ne? pozitivni učinek, je, tako da, ne. toliko, da vam povem, da pozitivni učinek je, bi pa deklico lahko oblekli, ne? Če smo vsaj, čeprav mene bolj šminka, motlako oblačila, se vidi, da sem z tega sektorja. Ja. Je pa Erika pred izborom kar jasno povedala, da gre za pesem o orgazmu. Ničesar ni zavijala v celofan, kar je pa v bistvu ena od redkih tem, katere se še pa na Euroviziji niso lotili. A ne? Dobro, bravo. To je, kjer izbor je to, 69 je bil? Ja, 69. Bravo. Dobro, sem se to spomnil zdaj. Ja. Čakaj malo, kaj še imamo? Skratka, Erika je prišla večkrat in tudi odšla. Čakaj, na kjerem mestu je tam nek nivo? Erika, čakaj malo, letos malo je zgodaj. Ja, in sicer Finska je bila na koncu 11. Ni bila 69. Ajde. Razočaranje večera vse za najo z Mihom. Gabri Ponte iz San Marina. Mislim, jaz več ne glasoval. Treš ali čudovit komad? Ne, meni je všeč. Nimam nekega hudega mnenja, ker sem pač jaz bila bolj na strani Italije, pa sem bila tak, ne, Italija. Ne San Marino, Italija. Tako da, sorry guys. Samo za part je tudi nebo, ne? Ker je vseeno premalo dinamičen. Zna pa biti, da se bo kdaj vrtel po radiju, ne? Ker tudi o tem ste se zadnjič pogovarjali, mislim, da s Tanjo. Mislim, da res. Ja. In je ravno govorila o tem, da redko slišiš potem komade iz Eurovizije na radijskih postajah. Ne? In zdaj verjetno Avstrijca v ponedeljek na kakšnem komercialnem radiju ne bomo slišali. Kaj takega pa mogoče slišimo kdaj. Ja, tako da, tudi če je bil zadnji v finalu, je pa verjetno bo ostal v spominu. No. Obstaja nastop, ki je bil ta večer morda podcenjen, ki smo ga popolnoma, en tak Klemen, recimo v finalu. Sem ti rekla, Islandija, veslači moj. Ne more vedeti, je Islandija. Tako so imeli, pa, mislim, moram reči, da tudi letošnji oder na televizijo je bil totalno fotogeničen. Mi smo imeli super. Če ga gledaš za vživo, jaz ne vem, če so imeli tak lep, ker je bil kocka na sredini, ne vem, če so imeli tak lep pogled. In meni je bilo tako lušno, ne vem, meni je bil tak cute nastop, sorry, jaz sem Islandija. Ja. Doben zdaj tako za izpostaviti, da bi bil spregledan. Ena zanimiva stvar se je zgodila na tej Euroviziji nasploh in sicer prvič po letu 2014, ko je bila Eurovizija tudi v Malmeju, so iz izbora izpadle pravzaprav čisto vse države nekdanje Jugoslavije. In zdaj, odzivi so seveda malce pričakovani. Ja, Eurovizija je Balkanu zaprla vrata, ne cenijo nas ali jih, ali kakorkoli, če smo v tem paketu, ne vem, dovolj. To je zdaj postal zgolj skandinavsko-baltski šov. Kaj pravite? Imate kak dolg nos okoli tega? Ne. Moj je kar velik in dolg, ampak ne zaradi Eurovizije. To so pač geni. Če pa govorimo o teh komadih, so pa res zelo povprečni vsi. Tako da naj pač prije neka Marija spet in neka zapoje srčno, glasno. Naj se Željko Joksimović spomni, kaj še napisati. Ja. Pa gremo z nečim boljšim. Mislim, Baby Lasagna je bil dober dokaz, da se da tudi iz teh držav, pa Hrvati imajo recimo večjo diasporo kot Slovenci, ampak pač mora biti nekaj dobrega in prepričljivega. Ne moramo se zdaj mi izgovarjati na to, da imajo pač severnjaki in zahodnjaki pač neki svoj šov. Ne, oni so naredili šov. Pa Bog ne daj, da bi na pozitiven rezultat koga iz Balkana vplivala, kakav mora biti nam trenje na Balkanu. Ne bomo Upajmo, ne bomo šli tako daleč. Ja, kaj te veš. Na pragu tega uspeha smo sicer vedno, v tem delu Evrope. Ampak rajši ne. Ja. Naj grejo z dobrim komadom, ne z čustvenim nabojem česa drugega. No. Marko Bošnjak iz Hrvaške je bil v polfinalu celo eno mesto nad nami, bil je 12. Mislim, kak je to možno? Spet smo tam, njih je več okoli. Ja, več jih je. Ampak dobro, ker vem, kako kličejo. Tako da mogoče pa je tudi v tem rešitev, da kaki pakt naredimo s kakim tujim operaterjem. Princ iz Srbije je bil 15, kar je, mislim, da za Srbijo, ki je kar eurovizijsko močna država. Kar klofuta, po mojem, ne? Ja.
Pač malo smo se zaspali, Balkanci, vse veš, kako mi smo malo bolj na easy, leto smo rekli, ajde. Mi vemo, da prije za Avstrija, to bomo blesteli. Ja, sami smo se krivi, ne, ker vmes celo točk med sabo nismo talali, ne. Ja. Ker včasih je to bilo, ko sem bil majhen, pa je Peter Poles sporočal glasove po televotingu, se vedno ve, ok, 12 Hrvati, 10 Srbi ali pa obratno in tak dalje, ne. Mislim, da je celo, ko je bila v Srbiji Eurovizija, celo nagovoril braća Srbi, ne, v tistem nagovoru. In pol se je kar naenkrat, čez 10 let kasneje, pač to zgubilo, ne. Zdaj pač dajemo Italijanom, ajde. Zasluženo sicer. Ja. Pogrešata ta show moment pri sporočanju glasov, vse časa imajo zelo malo, ne? Ampak Peter Poles je bil zelo kreativen pri tem sporočanju, tudi mislim, da je Klemen eno leto sporočal. Zdaj imamo pa nekaj časa Lorelo, ki to opravi zelo korektno, zelo damsko, ampak a bi morala Lorela kako kozlarijo narediti? Jaz od nje ne pričakujem dobene kozlarije, ne? Se pa res spomnim, to so bili meni najlepši trenutki Eurovizije, ko sem bil otrok, sem komaj čakal, da bo Peter Poles nekaj ušpičil, ne? In to je bilo izjemno zagledati. Se mi pa zdi, da takrat so imeli vse 10 sekund več na voljo, ne? Kaj zdaj samo pove 12 točk. Odvisno, eni si kar vzamejo, ne? Eni si vzamejo sekundico ali dve več. Jaz mislim, da Lorela ni ta lik, ki bi za nekaj divjega tam naredila. Ali pa nas bo presenetila naslednjo leto. Ja, Slakonja je kao tisto kot ona hobotnica, ki je med evropskim nogometnim prvenstvom. Ki je napovedovala rezultate. Ja. In tako je pol on nekak, mislim, da je to on naredil takrat. Ja, Slakonja je tudi bil dober. Ja. Recimo, mogoče se bi ga mogla takrat Evropa bolj zapomniti, da bi zdaj glasovali za njega. Vidiš? Recimo, ja, ta put in put out je zdaj mogoče bil kar malo pozabljen med vso to zdravstveno bitko in ljubezensko zgodbo. Ja. Da malo podčrtamo. Zdaj ta Bazel, koga naj pošljemo, recimo na Dunaj? Imate kakšno idejo, na kaj bi lahko stavili naslednje leto? Recimo na tebe. Kaj, si že šel na neko jogo, ne? Šel sem na jogo, lahko moče sitre igram, recimo. Znaš? Ne znam, ampak eno leto je došč. Tvoj najljubši inštrument. Jaz sem pa cimbale zadnje. Tako neka taka... Jaz mislim, da mama. Take zveninice iz Rezije bi lahko bila. Ne, mislim, hočem, da greš ti drugo leto vseeno na Eurovizijo, ne, da... Ja. Ne bom jaz. Da se me rešite, ne? Ja, veš, da ne, zdaj moram tu v nedeljo zjutraj. Mislim, super, družba sta samo. Pa hvala za zajtrk. Ja, glej, papa. Jaz ga fajn to učim, no? Vidiš le, kaj energije ima prijatelj. Ja, vedno bolj se prebujam, pravzaprav. Kaj ti je bolj naporno tu ali tam? Vseeno je bolj naporno na licu mesta spremljati Eurovizijo, zato ker tam pa res cel teden absolutno nič ne spiš. Eurovizija se dogaja po noči in tudi, ko so polfinalni izbori in to mimo in generalke se potem prave žurke in dogodke pa zaprav šele začnejo. Ne? In ti moraš, ne vem, tudi kot novinar, recimo, ne poročaš iz prescentra ali dvorane ali karkoli, potem moraš ti priti tudi do hotela ali kamorkoli, to lahko traja ure in ure, ker je mesto zabasano in ne spiš nič in do finala si tak, ravno prav za gost strahov, po mojem izgledaš. Teda ja, mislim, mislim, da se vrnem v Avstrijo drugo leto. Ja, daj. No, s kom bi pa ti račal? Dobro vprašanje. Jaz, ja. Vem s kom. Okay. Pa ne vem, če bo ona za. Moja prva Eurovizija, ki sem jo v živo doživel, je bila leta 2011 v Düsseldorfu. Z Majo, In Maja je trenutno v zelo dobri formi, dela dobre komade, zelo je angažirana, veliko nastopa, lepa je itak zmeraj, pa sam še lepša je. Karizmatična. Mislim, punca je naredila v Düsseldorfu na odru zgolj to z roko, pa so vsi se raztopili od njene karizme in vsega. Ne glede na rezultat, nismo zmagali, ampak Maja, daj no. Daj, reč ta ino. Ja, res ja. Maja, daj no. Ja, res. Jaz bom dal za špricer. Ja, jaz bom pa ful navijala. Bomo navijali. Eurovizijski teden se zdaj pravzaprav izteka, življenje gre naprej. Miha, najno življenje je zelo prepleteno, sediva največ nasproti drugega v našem desku. Mateja, kaj se bo pa tebi dogajalo zdaj, ko se vrneš nazaj v ta resnični svet? Ti imaš vedno kar dost vsega, ne? Ja, zato bi tako rajši povedala, kaj se mi ne bo dogajalo, ker se mi bo dogajalo ogromno. Predvsem pa se najbolj veselim moje luči na koncu tunela in to je dopust naslednji vikend. In to je moj edini dopust za enkrat za letos, ker me čaka ogromno projektov poleti.
Si drugače kar svetovna popotnica, te spremljamo, rada potuješ. Katere so tvoje smeri neba, smeri sveta? Za letos? Nasploh. Za letos sem si izbrala en velik projekt v Sloveniji, tako da bom kar sidro letos vrgla tukaj, ne grem nikamor v tujino, no, razen če bo ne vem, kaki klic prišel, kar me zadnjih par let tudi znalo presenetiti. Pa v Italijo grem, ne? To bom šla. Tudi Italija. Kam v Italijo greš? Z možem gremo vsako leto za obletnico poroke v Rim. Iti v Rim je lep pregovor. Ja. Ampak midva smo to Želiš kaj povedati? Ne, niti približno, ampak midva sva šla v Rim čisto iz tega razloga, ker pač so bile poceni karte eno leto. In na koncu smo se tako zaljubila tam v hrano in v energijo, tako da ja. Greš s tem vlakom, ki pelje iz Gorice? Nama je želja, ampak vedno končava na letalo, tako da letos se pustimo presenetiti. Mimo grede, danes smo župnik. Papež Leon, prvo to Tomašo, tako da. To smo zdaj zamudili. En dan po Euroviziji, vidiš. Ja. Čeprav Mojca Mavec je začela s tem, ne, da je najprej bil konklave, zdaj so pa Eurovizija. In še eno opaženje, imam pa jaz. Eurovizija je malo popravila rezultat v Vatikanu in sicer v Vatikanu je vse sestavnice napovedovali, da bo zmagal Filipinec. Letos je pa zmagal Avstrijec filipinskih korenin. Tako da imamo... Bravo. Pa kaj si nor. Bravo. Ko smo že ravno pri potovanjih, Miha, tvoje poletje, bomo res sedela, celo poletje gledala? Jaz mislim, da se bomo, ja. Ker jaz sem bil zdaj na dopustu, tudi v Italiji. No. In tudi jaz sem bil tukaj v Italiji. Zdaj, ko imamo psičko malo doma, težko zdaj nekam daleč. Bomo videli, no. Če ne, pa vedno ostane Hrvaška Istra, ki je izjemna, kak je obisk, pa slovensko visokogorje. Sanska Sanska destinacija? Imamo toliko časa, jaz se res rada potujem. Mislim, jaz bi šel, recimo, bil sem na Škotskem pred časom, pa mi je bilo ful všeč in zdaj bi šel še na Irsko, da ta britansko, lepo. Mislim, da ta del oddelam. Lani mi je bilo v Aziji ful všeč, tako da mogoče še kdaj. Ja, edino to, kar mislim, da bo kar neuslišano, kadarkoli ostalo, enkrat bi rečel v Nepal. Ne maraš kisika? Ja, všeč mi je, ko težje diham. Ja. Pa seveda, pa Južna Amerika, jaz bi šel enkrat na eno tekmo Boca Juniors pa River Plate, ker tam je to, ko gledaš te posnetke. Jaz grem s tabo vse posod. Meni to vse všeč. Ne vem, kaj to je, ampak grem zraven. Jaz bi šla, veš kam? Islandija. To je neki moj element. Želel sem jo zdaj omeniti, ker je moja velika želja. Sarajn sponzora. Rabimo sponzora, rabimo jakne, rabimo malo boljše čevlje. Res je. Jo, da ne pozabim, draga Mateja, ki smo te vrgli sredi noči iz posli, čeprav ti si vajena zgodaj vstajati, ker ličiš ekipo v oddaji Dobro jutro v Mariborskem studiu. Ker je najboljši prijatelj slačilnice, Eurovizijske slačilnice, turistična agencija Sonček, imamo eno malo darilce, lepo za tebe. Pridi na Sonček, najlepši del življenja. Preko 30 destinacij iz Ljubljane in bližnjih letališč. Obišči Sonček, obišči svet. Pridi na Sonček, ker Sonček je za vse. In sicer, kako zaključiti Eurovizijski teden kot s tem, da ti ti ga ne dobiš, da ti Sonček podari en tak res lep rožnati nahrbtnik, pa še nekaj v njem. Wow, čakaj. Pa to mi pa že ne, ker mi bo zihar nekaj vzel, ne, tam moraš to čakati. Opremili so te za dopust. To je etui za podvodno fotografiranje. Mislim, da ima celo Sončkov znak gor. To mi dela, zdaj grem naslednji teden na morje. Lahko greš res globoko. Veš kaj, jaz grem na morje z 24 ženskami, sem pod vodo slikala. Ste uskladile cikle? Ja, smo. Poprečna starost je 84. Z mamami in s prijateljicami gremo od mame. The best. Karte za enko. Nimam jih, kaj pa to, ko jih nimam? Kaj pa, ko še kar ne znam tega igrati? Ja, mislim, da je danes skrajni čas, da ga naučimo. Cel teden to ponavljam. Gremo, ne? Dajta mi videti, a boste vidva, torej tista... Da. Dajta mi naučiti. Jaz bi ti šlogala z tega. Iz enke? To je že kdo, ha? Napovej mi trojko. Sedi 5. In še en Sončkov bidonček.
the best. To bo prav prišlo za res vsaki dan, ne samo za dopust. Skratka, Ja, pa hvala, naj te Sonček. Sončko pa kaj spremlja na tvojih odkrivanjih sveta, kjerkoli Ti si že moje bolj. sonce, hvala. Miha, tebe, ker te vsak dan gledam, ti ne dobiš na hrbtnika, ker imava dovolj čustvene prtljage že itak, tebi pa poklanjam to zastavico, ker si moj sonček. Izvoli. Lahko pa. Hvala, a to lahko podaljšaš? Lahko podaljšaš. Dobro. Draga moja, dobro smo se borili. Po nič spanja, za kašico, za penino, roza zajcem in vsem skupaj. Hvala lepa, bila sta res očarljiva družba za ljudi, ki ne spijo. No. Ja, res je, ne bomo se spomnila pol pogovora, ker smo malo zaspančkana, ampak ja, bilo je super. Energijo imamo. Mimo grede, mi dva smo oba začela ta evrovizijski vikend kar dinamično. Ne? Ja. Tako da jaz se opravičujem vsem, ki so Saj. morali poslušati moje petje v petek. Miha je organiziral majanje Ja. v Veterinskem dvoru. Isti čas, kot ko je Ja. Mateja organizirala Ja. dogodek. Ja, Ti si vidiš. lahko na singalongu v Lola kafeju. v Lola, ja, mi smo pa začeli s puncami za singalongom. Ja. Marsikdo tega sploh ni vedel, kaj je. Tako da Singalong Slovenija se je sedaj predstavil v vsej svojem čaru in meni pa ni žal, da so me slišali pet, ker tam je 200 žensk tako pelo, da se me ni A slišalo. ja, Ja. to sem imel to srečo. Ja, dobro. Ja. Prišla sta zelo opeta, torej do finala. Ne? Lol. Joj! Še en sočen podatek sem, ja, mislim, da Eurovizija, še en dokaz, da je Eurovizija pa res kuhna. Res je. Vidva sta v sorodu. Ja. Žlahta. Žlahta. Kakšnem? Ja, njena mama je od mojega dedka sestrična. Ja. Tako da Ja. jejo največ neki naše jajce doma. Ja. Ja, res je. Največ neki bi bili brez jajc, če ne bi bilo vas. Res je. Mislim, dobro, da sta že oba v vezah in ne hodita več toliko ven in ne rabita paziti, da ne bi se preveč srečala. Glej, on je v vitrincu poje na svojem področju, jaz pa v drugem delu Maribora. Ja, tako da- nikoli ni bilo te nevarnosti, da kakršnokoli romantiko med. Ne. Ne. Ni bilo neke opcije, Koliko letnik zidi? 96. Pa to že hodiš? Ja, pa kako lepo. Mislim, da, Kak me je zdaj ubila, pa kaj si ti? in mislim, da, je, da ko smo prišli do točke možnega in cesta, mislim, da je čas, da zaključimo ta pogovor. Draga moja, najlepša hvala. Miha, se vidimo čez par minut za isto mizo. Ja. Mateja, želim ti vse dobro in se vidimo Hvala. v naslednjem komentiranju česarkoli. Fajn liči, delaj zombije in vse skupaj. Bom Italija. Dragi naši, Eurovizijska slačilnica se izteka. Hvala, da ste bili z nami. Res ste bili dobra družba in bilo vas je zelo veliko. Jaz skoraj ne bi šel na Dunaj, ko je bilo tako fajn. Ti, ker idi na dol. Bomo že tam nekako to posneli, brez skrbi. Ja. Žurka je uspela. Hvala Sončko za prijateljstvo in podporo tega lušnega projekta. Hvala tudi vam, da nas spremljate. Spremljate slačilnico še naprej na Spotifyju, na Apple Podcast, na večer.com, na YouTubeu. Jaz to zdaj že znam, ne? Ja, super si povedal. Naši ste, mi smo vaši in vse veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, Ne ne ostane v slačilnici. Pa pa! Adijo. Čau.